Torej, gospod novopečeni direktor, kaj je bil kratek brief, kaj vam je predhodnik Turk predal? Sveda, predal mi je precej stvari, ki jih je potrebno še urediti tako na področju samega operativnega dela in pa seveda tudi na področju logistike. Vendar moje mnenje je, da je policijska uprava Maribor v preteklem obdobju delala zelo dobro in seveda moj cilj je, da nekako zadržim to ugodno stanje in seveda to uspešnost policijske uprave nadaljujem tudi v prihodnje. Da je bil eden od odprtih žuljev vašega predhodnika ravno neformalno organizirana skupina Navijaški klub Viole, vam je verjetno znano, kaj bodo vaši postopki v zvezi s tem? Jaz sem že v svoji uvodni predstavitvi dejal, da želim sodelovati z vsemi, ki lahko kakorkoli pripomorajo k dvigu varnosti na območju policijske uprave. In tudi v primeru navijaške skupine je moja želja, da vsi, ki lahko kakorkoli vplivajo od nogometnega kluba, nogometne zveze, varnostnega sosveta in seveda predvsem od pripadnika navijaške skupine, da dejansko sedemo za skupno mizo in še enkrat vidimo, ali je možno na tem področju še kaj narediti oziroma se dogovoriti za nadaljne sodelovanje v prihodnosti. Kje vidite rešitev, glede na to, da vaš predhodnik ni dosegel, da bi za isto mizo sedli? Viol, koliko vemo, ni, ko pride policija sedeti za mizo. Konkretno, kje vidite rešitev? Rešitev vidim v tem, da bi lahko še več korakov naredili tudi drugi, ne samo policija. Tukaj sem že izpostavil nogometni klub in nogometna zveza. To sta dva subjekta, ki lahko zelo pripomoreta pri delu za navijaško skupino. Dejstvo je, da komunikacija med nogometnim klubom in navijaško skupino poteka in jaz bom zelo vesel, če pa to tudi nogometni klub pri tem pomaga. Kakšna je vaša osebna ocena? Nekateri pravijo, da gre za fantomsko organizacijo, združba je neformalna, ne ve se uradno, kdo so pripadniki te navijaške skupine. Dejstvo je, da navijači oziroma pripadniki te skupine obstajajo. To se vidi tudi na samem nogometnem stadionu. In zdaj, ali so formalno ali niso formalno organizirani, to za samo varnost niti ni toliko pomembno. Pomembno je, da se z temi navijači sestanemo, da se s temi navijači dogovorimo glede samega navijanja, glede samega obnašanja na stadionu in jaz nikako ne želim, da bi prišlo na stadionu do kakršnekoli tragedije v primeru kakršnekoli deviantnih dejanj. Kako daleč je zakonodaja? Marsikaj je bilo predlagano strani policije? Morebiten predlog zakona o navijačih seveda se pogovarjamo o njemu, vendar so tukaj mnenja še dokaj različna. Poznamo tako pozitivne kot negativne izkušnje takšnih zakonov, zato je pač potrebno zelo premisliti, na kak način in katere ukrepe napisati v morebitni zakon. Vendar v konkretnem primeru še ni prišlo niti do osnutka, ampak samo o razgovorih o tem, ali je to potrebno, dobro, ali to potrebujemo ali ne potrebujemo. Kaj zdržite za glavo? Kar vam je prepustil recimo predhodnik tukaj? Ne. Jaz sem prišel sem z namenom, da vodim policijsko upravo po svojih najboljših močeh. Prišel sem sem tukaj, da seveda rešujem probleme. V policiji so vedno problemi, tako da predvsem, kar se tiče operativnega dela, delano ne bo zmanjkalo in seveda jaz upam, da bom dokaj uspešen.